Dva odigrana kroga, kar 76 zadetkov, dve vodilni ekipi, Primorje Tosla Nutri Cosmetics in Ljubljana. Že med tednom se je igral četrti ligaški krog. Zmago so športni park Radomlje zapustile igralke Ljubljane. Televizijske kamere pa so bile na Kodeljevem, kjer je en zadetek odločil tekmo Krima in Maribora. Ni srečan brez poraza je v nedeljo nadaljevalo Primorje Tosla Nutri Cosmetics. Zanimiv obračun s številnimi akcijami na mestnem stadionu v domačih Čeraburje je prinesel 3 gole. V spletnem prenosu pa ste si lahko ogledali simultanko Ane Milović pri Ljubljani. Dobar dan in lepo pozdravljeni vsi ljubitelji ženskega nogometa. Na Planet 2 se v tem tednu tudi med tednom družimo z najboljšimi slovenskimi nogometašicami. Na vrsti je četrti krog državnega prvenstva oziroma ženske lige Triglav in naše kamere so v prestolnici, v športnem parku Kodeljevo. Bomo spremljali obračun med Krimom in pa Mariborom. In zdaj le 11 metrovka, tako je, slišali smo piščalko Valentine Turk, izvedla tale najstrožji udarec, potem pa odlična obramba vratarke Eve Bamberger, na koncu pa žoga vseeno v mreži in Krim vodi z 1-0. Strelka pa mislim, da Julija Žnidarič, številko 23. Ja, jezi se zdaj na svoje nogometašice lahko vratarka Eva Bamberger, ki je ubranila strel oziroma 11 metrovko Viti Kolar. Tudi prvič je poizkusila številko 23 Julija Žnidarič, ki je potem in zdaj je le prekršek, kar grob prekršek pred kazenskim prostorom Krima. Nika Slapnik je dobila še drugi rumeni karton in zdaj nove težave za domačo ekipo. Izključitev torej. Strel proti golu, vendar neposredno proti domači vratarki Erni Mahmutović, ki ni imela težav pri lovljenju te žoge. Zdaj strel z razdalje, znova pa preslabo za Krimovo vratarko Mahmutović. Takole še enkrat, žoga proti kapetanki, potem pa dobro posredovanje vratarke. Ja, pozdravljeni znova v naši družbi na Planet 2. Medtem se je na Kodeljevem že začel drugi polčas tekme četrtega kroga med Krimom in Mariborom. Videli smo priložnost za domače nogometašice po zmedi v mariborski obrambi. Pri gostjah torej na golu Eva Bamberger, potem pa številko 8 Nija Planer, 17 Anja Bjelić. Zdaj znova priložnost za domačinke. Natalija Blagojević je bila znova nevarna v kazenskem prostoru. Ja, kar dobro so vstopile v tale drugi polčas nogometašice Krima, kljub igralki manj znova nadaljuje svojo pobudo. Zdaj priložnost za Maribor, dober strel, na mestu pa vratarka Erna Mahmutović. Pa proti napad Krima zdaj. Potem pa malce predolga žoga. Lana Curman je bila v napadu. Zdaj priložnost za Maribor. Ali je to tista priložnost za izenačenje? Brez prekrška očitno. Žoga je zletela mimo gola. V akciji je bila kapetanka Lana Šernek, ki je dobila lepo globinsko podajo. Takole. Boj iz oči v oči z vratarko
Erno Mahmutović, ki pa mislim, da je tukaj le naredila prekršek. Zdaj priložnost za Krim. Pri žogi takoj ob vstopu v igro. Ana Makovec, dober strel je bil tole. Kljub temu kazen oziroma opomin za nogometašico Maribora. Zdaj priložnost za Krim. Žoga je v naročju vratarke Eve Vamberger. Ali je zdaj to priložnost za gol Maribora? Ja, lep strel. Lep strel. Žoga v kazenski prostor. Nenatančna je bila Lana Šernek. In v tem trenutku tudi konec tekme na Kodeljevem. Krim je dobil obračun proti Mariboru z 1-0. Tretja zmaga Krima na začetku nove sezone. Kljub izključitve ene igralke smo se borili do konca in zasluženo zmagali. Do rdečega kartona mislim, da nismo uspeli razviti svoje igre, smo imeli precej težav, potem pa dejansko, kot da bi nas prejeti rdeč karton dvignil, punce so pokazale borbo, srce, garale teh 90 minut, vsaka igralka je dala svoj delež in mislim, da na koncu je boljša ekipa zmagala. No? Jaz mislim, da nismo pokazali to, kar smo zmožne, pa lahko bi bilo veliko boljše, imamo še veliko več za pokazati. Težka tekma, igralkam več na igrišču nismo pokazali, kaj znamo, oziroma pokazali smo, kaj znamo, realizacija je bila zelo slaba, tako da čaka nas ogromno dela, ampak ja, čestitam Krimu, so si pač zaslužile, so se borile, kljub eni igralki manj in ja, mislim, da je to zaslužena zmaga. V 23. krogu lanske sezone so Radomlje prvič po letu in pol premagale Ljubljano. Na svojem stadionu pa so bile le dvakrat boljše od igralk iz prestolnice. V prvem polčasu so bile rumenosrčne, zelo napadalno usmerjene. Sara Medić je dobro videla vtekanje v sredino, povratna žoga je prišla do Ule Omerzu, ki je naciljala naravnost v vratarko Lucijo Grad. V 26. minuti smo videli globinsko žogo Sare Gradišek. Sprva se je Ljubljana rešila po posredovanju Gradove in Prečke, potem pa je obramba Ljubljane naposled le spravila žogo stran od gola. V drugem polčasu so gostje kaznovale zgrešene priložnosti Radomelj. Mirjam Kastelec se je sama odpravila v napad in nato 16 metrov streljala na daljšo vratnico. Iva Kocjan, ki si mesto med vratnicama izmenjuje z Majo Zajc, ni uspela posredovati. Katjuša Keran je poskusila strelom z razdalje, ni bila daleč od uspeha, a tudi Kocjan je dala občutek, da če bi bil udarec nižji, bi lahko posredovala. V 72. minuti je Ljubljana dala piko na i zmagi. Spet je bila uspešna Kastelec, tokrat z neposredne bližine. V 82. minuti omenimo še prodor kapetanke Turk, žoga v naročju čuvajke mreže rumenosrčnih. Prvič v sezoni se je Radomljam pripetilo, da niso dosegle zadetka. Jaz bi rekel tako, da smo v bistvu v prvem polčasu igrali z neko zavoro, v drugem polčasu pa smo in si kljub temu priigrali 3 lepe priložnosti. V drugem polčasu smo pa v bistvu v trenutku, ko smo najbolj dominirali tekmo, ko smo igrali pa res tisto, kar znamo, ko smo bili hitri, kombinatorni, prejeli zadetek, tako da tisto nas je malo potolklo. In pa pol v nadaljevanju poskušali rezultat iznačiti. Drugi zadetek smo pa dobili po individualni kvaliteti, tako da vse čestitke pač nasprotniku za zmago, mi pa gremo naprej po svojih korakih, tako da jaz verjamem že, da bo v naslednji tekmi drugače.
Krim Hubad je v četrtem krogu zmagal z 1-0. Cerklje so slavile na gostovanju pri kirurgiji Estetikal Alumini. Na koncu je bilo 5-1. V domačiji Radomelj je bila Ljubljana boljša z 2-0 in še 2 visoki zmagi Murenona in Olimpije. Prekmurke so s 13-0 ugnale Gažon Lelog, z Majčice so 17 zadetkov nasule združeni ekipi Žalca in Trbovelj. V petem krogu, ki se je igral v nedeljo, so Cerklje nastopile proti Olimpiji. Štajerski obračun je potekal v Staršah. ŽN Maribor proti kirurgiji Estetikal Alumini. Na Iliri je čakala preizkušnjo Murenona. Pri Žalcu Trbovljah so gostovali Radomlje, a najprej si bomo pogledali, kako se je odvilo srečanje Primorja, Tosle Notri Cosmetics in Krima. Ljubitelice in ljubitelji ženskega nogometa, dobrodošli znova na Planet 2. S kamerami smo tokrat v Ajdovščini, kjer želijo domačinke nogometašice Primorja nadaljevati uspešen niz. Po 3 odigranih tekmah imajo ravno toliko zmag in podobno bero beležijo tudi gostje, ekipa Krima iz Ljubljane, ki seveda pilijo svoje izkušnje, nabirajo minutaže, no zdaj pa ogromno prostora, ali je tukaj 10. minuta, ko bi se lahko opisala tudi prva zgodba na semaforju v Ajdovščini, odbita žoga in na koncu le gol. Ja, nekaj tudi športne sreče je potrebno imeti, tam je Erna Mahmutović sicer ubranila tisti prvi poizkus, številko 6 pa Sara Kopatin se je upisala letos prvič med strelke. Torej, premierni gol šestice Kopatinove, takole najprej poskus strela proti vratom, sprožila je Barbara Kralj, tako da njenega 5. gola danes še ni lahko slavila v tej sezoni, takole pa tudi lepo je Sara Ljubič podala nesebično Kraljevi, ki je sprožila, nato pa Kopatinova 10-0, zdaj pa še enkrat tam lepa poteza Line Štolfa, spet je nevarno pred vrati, ne popuščajo Primorke nazaj, tole bo strel proti vratom in obramba zdaj. Obramba Erne Mahmutović, Dolenškova je sprožila proti vratom, ne ravno najbolj silovito, poglejmo tole zdaj še enkrat z tega zornega kota, takole je videla se je po hitrosti žoge, da tole ni super nevaren strel. In dobro v obrambi Primorja, ampak zdaj lahko sledi kazen po seveda in tukaj obramba na to. Blagojevičeva je sprožila, Taja Vrhovnik pa se ni pustila prestrašiti, takole. Tudi danes recimo priložnost za povišanje in tokrat se je pa izkazala Erna Mahmutović. Dobro, zdaj izvrstna obramba tam Mahmutovićeve, tudi ona je šla pogumno, Kopatinova, pa spet zdaj tam in Nami Tanjić in 11-metrovka. 11-metrovka Tanja Vukman. Erna Mahmutovićeva je pripravljena z obema nogama tam lepo na črti vratarke in Daša Dolenšek brani zdaj Erna Mahmutović. Ja, tole ni bilo najbolj izvedeno, prelahko je tole prebrala in prečitala po domače rečeno Erna Mahmutović in Daša Dolenšek. Ja, z 11 metrov ni padal še njen 11. letošnji prvenstveni gol. Kaj lahko ponuja, ali lahko tukaj zdaj Ajdovke ponudijo nov gol svojim navijačem, strelo daleč, aplavzi za Kopatinovo, dokončno zagrenile življenje Olimpiji, ki je lovila zaostanek za Murono, še en strel proti vratom in tudi tokrat ostaja 1-0. Sara Kopatin je bila tista, ki je danes je obisk Žnidaričeva z lepo globinsko podajo tam in na koncu le offside. Tanja Vukman, tudi ena borbenejših s kartonom, tam pa zdaj prečka rešuje vse skupaj, žoga je sicer zadela zgornji del prečke, tako da ni bilo kakšnega nevarnega posledičnega odboja.
Znova tam Kopatinova Sara, ali je tokrat zdaj priložnost za Primorje, le zabije gol, strel preko vrat in ostaje 1-0. Nami Tanjić je bila tam pri strelu in ostaja še vedno torej pri 1-0. Pri trenerju Žigi Grgasoviču pa v igri Zoja Fras menjava, no zdaj pa Tanjićeva in gol. Nami Tanjić tokrat le trese mrežo, 57. minuta, 2-0 in 6. letošnji prvenstveni gol za številko 25 v črno-belem dresu. Nami Tanjić torej tudi na tej tekmi z golom in zadovoljstvo v Ajdovščini. Podaja tam, lepa podaja, dober sprejem, malce morda celo ne najboljši, ampak vseeno dovolj gladko je teklo. Kraljeva pa seveda si bo lahko upisala asistenco, Tanjićeva pa si lahko svoji postrežbi. Erna Mahmutović ima kar nekaj dela tam pred svojimi vrati. Zdaj znova, ali je bila to celo prečka zdaj, ali je samo delovalo pod tem kotom kamere, da se je žoga dotaknila prečke. Zdaj pa napad Krima, Blagojevičeva. Takole čvrsta je Blagojevičeva ali Krimovke, lahko pridejo celo do znižanja na 2-1. Žoga ni zapustila igrišča. Fraseva, zdaj Zoja Fras. Zdaj pa verjetno možnost za novo povišenje. Spet odbita žoga. Tamle je odločno Žvabova, strel proti vratom in ostaja 2-0. Je pa zdaj na voljo nov napad, tam odteka Dolenškova, Kraljeva je pri žogi. Kraljeva prodira, podaja tam Dolenškova, sjajen gol. No pa je le prišla na svoj račun Daša Dolenšek. Lep zaključek in lep gol je ponudila navijačem Primorja Daša Dolenšek in Primorje vodi s 3-0. 85. minuta in sliši se lahko pesem Sarà perché ti amo, Riki in Poveri, Riki e Poveri, ja, se moram popraviti, odmevajo italijanska disco canzona. In tako je. Dobre 3 minute dodatka v Ajdovščini in lepe 3 točke danes za Primorje. Ja, tekma je bila zanimiva, taka se mi zdi precej napeta, tudi z naše strani, ne glede na končni rezultat. Imela je ogromno nekega potencijala, sem jaz videl, neizkoriščenega. Ne samo v fazi realizacije, ampak nasploh v igri. Ob tem moram tudi čestitati nasprotnicam za dobro taktično in fizično pripravo. Krim je ekipa, ki raste z leta v leto in to me veseli mene kot predstavnika slovenskega ženskega nogometa. Tekma se mi je zdela zanimiva, imeli smo tudi mi veliko priložnosti, nismo jih izkoristili, ampak smo prepričani, da bomo to popravili in bojo naslednje tekme boljše. Na koncu sicer poraz proti Ajdovščini s 3-0, ampak mislim, da smo se skozi celo tekmo borili, bili taktično zanimivi, raznovrstni. Ustvarjali smo si veliko število priložnosti, vemo, kje so težave, videli smo, kje so težave, predvsem v zadnji tretjini, da ne znamo zaključiti. Tako da mogoče, če bi dal kakšen gol, bi šla lahko tekma tudi v drugo smer. Ampak če potegne črto, smo zadovoljni, predvsem z pristopom deklet in borbeno predstavo. Dokler nismo dosegli tretjega gola, se nismo sploh umirili. Že v prvem polčasu je bilo naporno, sploh ta naravna trava, žoga se je zatikala, pol smo imeli še penal, falila. Ampak ja, na koncu je vse dobro izteklo, tako da zdaj smo dobili 3 točke in smo zadovoljni z izidom. Mura še nekaj časa ne bo pozabila zadnjega finala pokala, ko je morala prvič priznati premoč Ljubljani. V prvenstvu pa Ljubljančanke do te tekme še nikoli niso vzele 3 točk Prekmurkam. Razigrana je bila Ana Milović, nezlepa in nezgrda je v 6. minuti ni uspela ustaviti Zala Petrič. Z težkega položaja je slovenska golgeterka ukanila še Lucijo Grad. V
12. minuti je Milović povzročila zmedo na nasprotni strani, vsaj je storila sama. Žogo si je namestila na levo nogo in tokrat na prvo vratnico presenetila čuvajko mreže domačink. V zadnjih 20 minutah drugega polčasa je Mura še dodatno povečala prednost. Hat-trik Milovićeve smo videli, ko je reprezentantka prišla sama pred čuvajko mreže gostiteljic. Lahko delo za kapetanko Mure. Osem minut pred koncem tekme se je ponudila Ljubljani priložnost, da bi znižala zaostanek ali vsaj dosegla častni gol. Najstrožja kazen za modre, Mirjam Kastelec pa ni izkoristila 100% priložnosti. Dobro je njene namene predvidela Teja Trunčič, ki je branila na drugi zaporedni tekmi. Kdor ne da, ga dobi, je nenapisano nogometno pravilo. V sodnikovem podaljšku je četrti gol dosegla Ana Milović, svojega 288. v prvi ligi. Potem, ko so dve domači tekmi članice Žalca Trbovelj igrale v Mozirju, je bil čas, da se ekipa predstavi tudi publiki v prestolnici Zasavja. Domačinke so vedele, da jih čaka garaško delo in da bodo večji del tekme zaprte na svoji polovici. Po uvodnem golu Sare Medič v 3. minuti je v prvem polčasu 2 gola dosegla Gradišek, po enega pa so dodale še Šroto, Merzu in Javorič. Slednji je bil izjemno lep. V drugem polčasu se je zgodba nadaljevala. Po golu Omerze za 8-0 je kar 5 zaporednih zadetkov dosegla Ula Osolnik. Tekma je bila zahtevna, sploh zaradi nekega nizkega bloka nasprotnic. Je težko prebijati njihovo zadnjo linijo, ampak smo v drugem polčasu tudi v prvem, ampak več v drugem kombinirali z hitrejšimi pasi in smo prišli lažje do kakšnih strelov in podobno. Je bila zelo dobra taktična tekma. 10-0 je Olimpija zmagala na gostovanju pri Cerkljah. Štajerski derbi je prepričljivo pripadel ŽN Maribor. 7-0 so bile boljše od kirurgije Estetikal Alumini. Muranona ni dovolila presenečenja. Premagala je Ljubljano 4-0. 13-tica so vpisale igralke Radomelj proti Žalcu Trbovljam. Primorje Toslanotri Cosmetics je premagalo Krim Hubat s 3-0. Primorje vodi na lestvici v družbi Ljubljane, a imajo Ajdovke tekmo manj. Muranona je tretja z 10 točkami, 9 jih imajo igralke Olimpije ter Krim Hubat. Radomlje na 6. mestu, nato imamo še Maribor in Cerklje, kirurgijo Estetikal, Alumini in Gažon Lelog. Žalec Trbovlje je še pri ničli. V naslednjem krogu si boste v televizijskem prenosu lahko ogledali tekmo kirurgije Estetikal Alumini in Primorja Toslanotri Cosmetics. V spletnem prenosu pa Olimpija proti ŽN Maribor. Gažon Lelog igra z Ljubljano, Muranona proti Žalcu Trbovljam. Radomlje se bodo srečale s Cerkljami. Počival bo Krim. Se vidimo!